Lepo pozdravljeni in dobrodošli v mojem knjižnem kotičku. Danes vas vabim k poslušanju prav posebne zgodbe. Zgodbe, ki nas bo nežno opomnila, da vsi otroci na tem svetu nimajo enakih možnosti, toplih objemov ali polnih krožnikov. Zgodba nas bo popeljala v življenje dveh deklic, ki živita v popolnoma različnih svetovih. Ena deklica ima vsega dovolj. Drugo deklico pa vsak dan preizkušajo lakota, žeja in odgovornost, ki je za otroške rame zagotovo pretežka. Predlagam, da se udobno namestimo in prisluhnemo nagrajeni pravljici, nastali izpod peresa slovenske avtorice Sare Mergole Vuković z naslovom Mavrični deklici. Čisto blizu, v veliki hiši v velikem mestu, živi majhna deklica. Komaj 6 let ima, pa je že šolarka. Vsako jutro jo očka odpelje v šolo. Tam se igra, riše, prepeva, se uči črk in številk. Po pouku gresta z mamico v knjižnico, saj zelo rada posluša zgodbice. Zvečer, ko se na ulici prižgajo svetilke, stisne k sebi puhastega medvedka, smukne pod toplo odejo in zakliče na ves glas: Mamica, povej mi pravljico, prosim. Mama ji prinese skodelico dišečega čaja ter slasten rogljiček in začne pripovedovati. V daljni deželi, v majhni hiški, v majhni vasici živi deklica. Komaj 6 let ima, pa že skrbi za svoje bratce in sestrico. Vsako jutro si da na glavo dosti prevelik vrč in gre z njim po dolgi, prašni poti po vodo. Zanje, otroke in za malo kozico, ki je njihovo največje bogastvo. Bosa je, a že dolgo ne čuti več vročih kamnov pod svojimi stopalci. Ko pride do sosednje vasice, kjer prihaja voda nekje iz globin izsušene zemlje, je sonce že visoko na nebu. Vode je malo. Potrpežljivo čaka, vsi čakajo, večinoma otroci. In že se vrača. Vrč postaja težji in težji. Sama je na poti in strah jo je. Vsaka senca je podobna zveri, ki jo hoče napasti. Gleda le v tla in si daje poguma s petjem. Ko se vrne nazaj k majceni hišici, ne sliši otroškega smeha. Tudi bratce in sestrico je strah, saj so bili čisto sami. Trebuščki so prazni, lakota gleda iz njihovih velikih očk. Začelo se je temniti in zdelo se jim je, da slišijo zavijanje hijen. Pa je bil le suh veter, ki je vrtinčil pesek okoli slamnate hiške. Zakaj pa ne pokličejo mamice? Se je začudila svetlolasa deklica. Ona bi jim dala jesti in piti, kot to naredijo vse mamice na svetu, kaj ne? Seveda, mala neočakanka, takoj povem naprej, se je nasmehnila mamica in je nadaljevala zgodbo. Že dolgo ne poznajo več maminega objema. Najmanjši deček je bil še dojenček, ko je zbolela. Ni imela denarja in ni šla k zdravniku.
Če tudi bi prodala kozico, katere mleko menjajo za prgišče riža, bi to bilo dovolj le za pot do prvega mesta, kjer bi jih lahko pomagali. Tako pa je nekega dne dolgo, predolgo spala in ko je tudi jok najmlajšega ni prebudil, so tekli po pomoč. Vaščani so mamo odnesli, kot so že mesece poprej očeta. Otroci so ostali sami. Ni bilo več mame, ki bi delala na plantaži datljev in prinašala v kočo edini zaslužek. Zakaj pa niso šli k babici? Pa učiteljica bi jim tudi lahko pomagala. Je mama na plantaži dobila veliko denarja? Je nasula vprašanj mestna deklica. Ne, babice niso poznali. V tistih krajih je veliko otrok samih. V šolo ne hodijo, čeprav si želijo. Že en sam svinčnik je zanje večji zaklad, kot sta zate računalnik in televizija skupaj. Čeprav je njihova mama delala od jutra do mraka, je zaslužila tako malo, da si pri nas ne bi mogla kupiti niti kepice sladoleda. Naj nadaljujem. Otroci so se kot mucki zbrali okoli sestrice, saj jim je vsak večer, ko so se na nebu prižgale zvezde, pripovedovala zgodbice. Vsakič drugo. Slišala jih je ob vodnjaku od neke prijazne bele gospe. Tam je tudi dobila pravi zaklad, mavrični svinčnik. Če je z njim potegnila po kamnu, je za seboj puščal čudovite pisane sledi. Odprtih ust so poslušali o daljnih krajih, kjer je trava vedno zelena, kjer vsi otroci hodijo v šolo, spijo v posteljah, se vozijo z avtomobili, niso nikoli lačni in jih ni strah, saj sta ob njih mamica in očka. Ko dežuje, na nebu nastane barvast lok, pod katerim je skrit lonec zlata. In temu loku je ime Mavrica. Niso je še videli, saj pri njih redko dežuje. Deklica je zdrsnila izpod odeje. Segla je v šolsko torbo in dala mamici škatlo svojih najljubših barvic. Mamica, prosim, pošlji otrokom moje barvice, saj jih imam jaz še veliko. Potem bodo lahko narisali celo Mavrico. Pa medvedka jim tudi dam, pa rogličke in bombone tudi, saj lahko. Seveda, ti moja mavrična deklica. Takoj jutri jim pošljeva barvice. Če pa želiš, ti poiščeva prijateljico, ki živi v kraju, kot je v pravljici. Pravo punčko iz Afrike? Ni mogla verjeti mala navihanka. Čisto pravo. Vsak mesec ji bova poslali nekaj denarja. Manj kot jaz porabim za telefon v enem samem dnevu. Tvoja nova prijateljica pa bo tako lahko hodila v šolo in ko odraste, bo lahko sama pomagala drugim, se je nasmehnila mamica. Danes naša šolarka ne posluša več pravljic. Ob večerji gleda slike druge male deklice, ki živi daleč v črni Afriki. Obe zdaj poznata že celo abecedo. In ko bosta veliki, bosta obe čisto pravi zdravnici. Njune sanje so stkane iz Mavrice, ki povezuje deklico iz velike hiše v velikem mestu z deklico iz male hiške v mali vasici. Ja. Zgodba, ki seže globoko v srce. Čeprav je svet velik in poln razlik, nas zgodba mavrične deklice uči, da imamo prav vsi možnost nekaj spremeniti. Ni pomembno, koliko imamo, temveč koliko srca premoremo. Vse pohvale avtorici za izjemno zgodbo, ter pa ilustratorki za odlične ilustracije.
mojem knjižnem kotičku lahko prisluhnete še pravljici z naslovom Nevidni. Vabljeni k poslušanju. Lepo se imejte, bodite razumevajoči ter predvsem srčni. Prav vsakemu izmed vas pošiljam pravljični pozdravček. Čau, čau!